Živijo maturanti in maturantke, prihaja največji, najlepši, najbolj glamorozen dogodek v vašem življenju. Jaz sem na maturantskem plesu tako živo, da sem šel kar 3-krat. Dobro, res je, da sem 3-krat delal zadnji letnik in pa da pol nikoli nisem končal. Ampak to nima nobene veze. Važno je, da sem bil 3-krat na plesu in da sem vsakič gledal fantastično. Zato naj vam noben ne predlaga, da bi maturantce ukinili, ker to je mogoče edina priložnost, da se kadarkoli v življenju svečano oblečete. Ja, kaj poroči se itak noben več ne, delali boste pa več ali manj od doma. Tako da, maturantski ples, zadnja šansa, da zasijete vsem vašem sijaju. Najprej nasvet za moške, ker to je naš večer. Če vam je kdo rekel, da si oblecite tisto, v čemer se dobro počutite, ga ignorirajte. Jaz recimo se najbolj počutim v dvodelnih kopalkah, pa kaj mislite, da bom šel tak na maturantski ples? Valjda, da ne! Najbolj pomembno, obleka. Koliko to stane? Čim več ne boljš. Pri moški obleki je pomembno, da je draga in da vam je premajhna. Zakaj? Ker s tem prihranite stroške za maturantsko večerjo. V taki obleki ne smete veliko jesti, drugače vam bo vampovem pogledu, pa se bo obleka razpočila. Tako da odpovejte večerjo in raje kupite obleko. Zdaj pa k ženskim oblekam. Toilette la femme. Glamour in dekolte, to je vse, kar hočem videti na ženski obleki. Ja, obleka mora biti kratka, dekolte pa globok. To seveda velja za vse, ki ste polnoletne. Za mladoletne priporočam tole. Zapete od vratu do pet. Jasno? Kaj je? Če si dece vina ne moreš za šankom naročiti, nimaš kaj dekolteja kazati. V redu? Kar se pa tiče make-upa, podobno kot pri gelu za lase. Čim več, tem bolj. Voilà, dragi moji, upam, da sem vam s svojimi nasveti pomagal in da boste zgledali fantastik. Naj vam izdam, da grem tudi jaz letos na maturanca. Sem zapisal na maturitetni tečaj, da končno zaključim srednjo šolo in zato mi pripada maturantski ples. Cankarjev dom pripravi se prihaja zlati maturant. Promenada, pari poklon. Komu se bom klanjal?